Lepo pozdravljeni, sem Viljenka Šavli. V tokratnem videu vam bom predstavila, kako Wordov dokument spremenimo v tako imenovani interaktivni PDF. Pa si poglejmo, kako iz delovnega lista ali testa ustvarimo interaktivni PDF dokument s polji za reševanje. Prav gotovo imate vsi veliko delovnih listov ali testov, ki ste jih v preteklosti natisnili in uporabili za utrjevanje ali preverjanje znanja. Zakaj jih ne bi sedaj uporabili? Tudi za reševanje na računalniku, torej v elektronski obliki. Predstavila vam bom eno izmed možnih rešitev. Postopek gre takole. Poiščete svoj delovni list, ki ste ga v preteklosti sestavili. V mojem primeru je en primerek preverjanja znanja, koledar, ki sem ga sestavila samo za ta namen. Test sem seveda malo prilagodila, zato da ima več prostora za vpisovanje. Poleg tega sem se odločila in dodala tudi prostorčke ali kvadratke ali pravokotnike, okenca, kamor bojo učenci vpisovali, zato da bo vidno, kje je tisti prostor, kamor naj vpisujejo. To sem opravila tako, da sem vstavila oblike pravokotnika na vsa taka mesta. Vstavila sem tudi sliko in na koncu določila odgovor v daljšem tekstu ali daljšem besedilu ali tako imenovanem odstavku. No, in ta test sedaj shranimo kot PDF. Kliknemo na datoteko in shranimo kot na namizje, zato da ga bomo lažje hitro dobili. Izberemo vrsto dokumenta in sicer PDF. Shranimo ga z enakim imenom, kot je test sam, zato da bomo lahko kasneje, če želimo kaj popravljati, tudi še spremenili. Pokaže se nam PDF besedilo našega testa. Nato odpremo svoj Google Drive. Kliknemo na teh 9 pikic in izberemo ikono Drive. Ko se nam Google Drive naloži na računalnik, odpremo New in File Upload, se pravi naložimo svojo datoteko iz namizja. Tu imamo koledar test doc in koledar test PDF. Naložili bomo PDF. Odpremo in počakamo, da se nam naloži na Google Drive. Dokument je naložen, zdaj ga pa poiščemo. Poiščemo ga najhitreje tako, da kliknemo na Recent, torej zadnje naložene stvari. Pred nami je torej naš dokument. Ta dokument moramo najprej označiti s klikom, da je to dokument, s katerim nekaj hočemo početi. Nato z desno tipko miške kliknemo na sam dokument in izberemo Open with, torej odpri z. Tu se nam pojavi zopet cel niz različnih ikon in izberemo Doc Hub, PDF Sign and Edit, torej Doc Hub, kjer lahko oblikujemo PDF, ki se da tudi urejati. Kliknemo in počakamo, da se odpre novo okno z Doc Hubom. Tu bi samo opozorila, da vas bo predtem, ko ste prvič odpirali tako okno, zahtevalo tudi potrditev, da se strinjate, da se to izvede v vašem dokumentu. Potrdite ga in delujte naprej. Kot vidite, imamo tu različne ikone, torej drugačen urejevalnik dokumenta. Naslednja
korak bo, da kliknemo v zgornjem levem meniju na ikono, ki, ko gremo z miško nanjo, pokaže Manage Fields ali F, torej, da obdelujemo polja, kako lahko obdelamo polja. Ko kliknemo na ikono, se nam odpre roletni meni z različnimi ikonami. Te so povečevanje, zoom in, zoom out, dokumenta, da si lahko gledamo. Potem je naslednja text field, to je polje za vstavljanje besedila, krajšega, zato je tudi okvirček manjši. Spodnji je paragraph field, okvirček za daljše besedilo. In tretje, checkbox field ali majhno checkbox polje, kjer učenec samo označi pravilen odgovor, ko imamo možnih več odgovorov in eden izmed njih je pravilen. Te tri omenjene možnosti smo že spoznali tudi pri Google obrazcih, Google Forms na podoben način. Seveda vstavljamo glede na količino besed ali stavkov, ki jih mora učenec izpolniti ali napisati. Torej, izbiramo glede na velikost vstavljenega besedila. Nato se odločimo za mesto, kamor bomo tak okvirček vstavili. Povzemimo najprej manjši. Kliknemo nanj in nato na prostor, kjer smo za to pripravili za odgovarjanje. Seveda ga prilagodimo na velikost, ki je tukaj pred nami. Velikost opisa. Pazite, da vsakokrat kliknete samo enkrat, sicer se pojavlja več kvadratkov. Ko zaključite, vedno kliknemo zopet na pointer ali našo miško in s tem deaktiviramo vpis. Nato sledi vprašanje z več odgovori. Vzamemo torej tretjo ikonco v tem nizu in vsaka od teh kvadratkov vpišemo. Če je kaj narobe, lahko tudi zadevo premaknemo na pravo mesto. Tako da kliknemo tu na tole ikono in premikamo na pravo mesto kvadratek. In zopet miška. Tako nadaljujemo z obdelavo celotnega obrazca, pa si poglejmo samo še, kako vstavljamo celoten odstavek ali paragraph field. Kliknemo in zopet postavimo v prostor, kjer naj se zadeva izpelje. Kliknemo na miško. Tu smo zdaj izpostavili dva po pomoti. No, zdaj bom pa tega poskušala reševati, tako da ga bom premaknila na pravilno mesto. Še malo bolj desno. Takole. In zdaj poskušamo to tudi povečati ustrezno glede na naš prostor. Takole. Ne bom izpolnjevala celotnega obrazca, ampak poglejmo si, kako bi bilo, če je recimo potrebno vstavljati besedo v stavek. Ravno na tak način zberemo text field, ta majhno, in postavimo naše polje na prostor, kjer je črta, zato da učenci vedo, da tam vstavljajo svoje besedilo. Morda še to, da ko izberemo checkbox, nam ni potrebno vmes klikati na puščico ali miško, pač pa vsakokrat kliknemo v prostor, kamor želimo, da gre vpisovalni kvadratek. Takole. Naš obrazec je sedaj pripravljen za shranjevanje.
Imamo dve možnosti shranjevanja. Prva je ta puščica, ki kaže download ali export, ali druga zraven 3 črtic. Če kliknemo na puščico zraven, tudi najdemo besedilo download, export in izberemo. Pojavi se novo okno, v katerem se odločamo, kam bomo spravili naš dokument. V našem primeru ga bomo dali na računalnik, zato bomo izbrali computer. Izbrali bomo current version, to pomeni trenutno verzijo z vsemi polji. Imamo seveda na razpolago tudi originalni verzijo, vendar se odločamo za current version in rečemo download. Shranimo ga na namizje, da ga bomo hitreje našli. Torej izberemo namizje. Tu imamo enak test, ker pa je ta z prazninami ali z vpisnimi polji, bomo tu dodali besedico interaktivni ali pa test s prazninami, karkoli želite. Jaz si ponavadi skrajšujem izraze. V tem primeru bom rekla koledar test interaktivni in shranim. Seveda moramo takoj preveriti, ali je ta test res pravilen, ali ima polje za vpisovanje. Zato gremo na namizje, kliknemo in odpremo naš nov dokument. In preverimo možnost vpisovanja. Odpre se PDF dokument, ki je sličen našemu prvemu, le da v njega lahko vpisujemo, koliko dni je v tednu, 7. Lahko se odločamo v celem stavku ali ne, koliko dni ima lahko mesec februar, označi, pa rečemo, ok, ima jih lahko 28 in jih ima lahko 29, glede na prestopno leto in tako dalje. Sam dokument smo preverili, kot vidimo, deluje, tako bo tudi učenec izpolnjeval ta svoj dokument in ga ustrezno shranil. Tako pripravljen delovni list ali test delimo z učenci. Ne pozabite jim vsaj prvič pojasniti postopek odpiranja in reševanja. Opozorite jih tudi, naj ga shranijo tako, da na koncu imena dokumenta dodajo svoje ime, kot na primer koledar test INT, Pinko, Palino, kakorkoli jim je ime. Dokument ali nov delovni list delite na različne načine, lahko v spletni učilnici, če imate, po e-pošti, po SMS-u, kakorkoli dokument delite po elektronski poti in ko ga učenec prejme, ga lahko izpolnjuje. To pa še ni dovolj. Kako vam lahko ta dokument vrne? Če ga delite preko e-pošte in prosite, da vam ga tudi po e-pošti vrača, potem imate vi kot učitelji ogromno dela. Prvič, nimate samo enega razreda, pa tudi če ga imate, je tam v razredu veliko otrok, imate tudi drugo pošto in vse skupaj je ena velika zmeda, zbiranje, shranjevanje in podobno. Vso to pot si lahko olajšamo tudi na tak način, ki sem ga že opisala v enih izmed drugih objav, in sicer tako, da učencem ponudimo Googlov obrazec za nalaganje datotek.